Smo ready? Ok. Evo nas še enkrat tukaj. Lepo nedeljo želim. Z nami je danes najna draga prijateljica Špela Gornik. In Špela, jaz bi te rad, Špela je terapeutka, družinska. Zdaj, da vidim, če veš, kaj sem. Jaz se vedno spomnim, da je seksualna terapeutka. Evo, lahko tle začnemo. No, zato te bom po imenu vseh moških v širnem vesolju vprašal, kakšna je povezava med toksično moškostjo in impotenco? A kar direkt, že tako da gremo. Med toksično To me zanima. in impotenco. Veš, kakšna je povezava? Povezava je odsotnost nekega zdravega odnosa. Odnosa do samega sebe in pa odnosa med ljudmi, med soljudmi. Mislim, da je to ta največja povezava. Kako misliš odnose do samega sebe? Impotenca, ne, si rekel. Se pravi, kje ti odteka neka veselje do življenja? Ponavadi ti odnosi lahko veselje do življenja prinesajo, a ne? Ampak nekaj je narobe, recimo impotenca. Veliko ljudi sploh o tem ne govori, a ne? Absolutno. Ja, pa se sprašujem, ampak zdaj se lahko tudi vprašamo, kaj sploh Tako kot impotenca. tudi mene ne zanima zaradi mene, ampak zaradi drugih. Ja, saj, ja, veš, lahko se tudi vprašamo, kaj dejansko si imel v mislih, ko si me vprašal kot impotenca. A si imel v misli prav ta determinacija, kakor je zahodna medicina determinira, ali bolj, kako ne rečem, vulgarizirano. Se pravi, da čisto zahodna medicina, če bi govorila, ne, je v povezavi z spolnim organom, a ne, ki se ne dvigne, ne postane trd. No, tako mi to vidimo. Tako mi to vidimo. Oziroma, jaz nisem bil naučen, da še kaj drugega to pomeni. Ja, ampak po drugi strani, a ne, je pa to en totalno zahodni koncept spolnosti. A ne? In veliko moških se sploh ne zaveda, evo, takoj na začetku smo že sem prišli, a ne, da ti ni treba biti trd, a ne, da imaš lahko spolni odnos. Ja. Ja, in to je v bistvu pa ta drug pogled, vzhodnjaški pogled, a ne, ker se pa uči biti penis predvsem zaznaven, čuteč. A ne? In tudi ni nekak poudarek na tem, da mora biti ženska penetrirana, ampak ženska v bistvu moškega povleče vase. Ne? Tega ne znamo. In ko govorimo pač o tantri, govorimo o tem. In potem impotenca ni več problem, kakor ga pač mi determiniramo kot problem na zahodu. Evo, takoj smo šli. Še 5 minut nismo prišli, pa smo že prišli do enega spoznanja. Res, ja. To se pravi, ta trdota, to, kar si mi, mislim, vici, razna namigovanja, ves čas, to v bistvu ni sploh nima nobenega pomena. V bistvu nima takega pomena, kot mu ga mi dajemo tako veliko, ali sploh nima nobenega pomena. V mojem svetu ga nima. V svetu veliko drugih ljudi pa ima. In je težko, v bistvu, ker tudi potem dobiš stranke, ki imajo neko percepcijo o tem, kaj je dober spolni odnos iz filmov, iz oddaj, iz knjig tukaj, a ne? In potem mislijo, da je nekaj z njimi narobe. No, vprašajo se pa, kaj pa če kaj narobe z mano in odnosom med menoj in med žensko, s katero sem, a ne? Moški tega ne pomislijo, moški tako mislijo, z mano je nekaj narobe. Absolutno. Z njim ali z drugo, z žensko? Ali pa žensko. Pač zdaj pa spet odvisno, veš, zdaj ne bom posploševala, ampak ja, veliko slovenskih moških pač reče, da je žensko nekaj narobe. Ja, da ženska leži tam, kaj ploh, pa ne vem kaj, ja, ne? Medtem, ko recimo nek Turk, a ne, Turki, bojo ful to nase vzeli. Z mano je nekaj narobe. Tako da pač vsak narod ima neke posebnosti, tako bom rekla. Ne? In tako tudi, kaj jaz rečem, ne, Slovenci, ne mislim vse Slovence. Niti slučajno. Kako pa ti to doživljaš? Ja, mislim, jaz bom kar direktno iskren zdaj. No. Jaz bom tako rekel, jaz sem pa v zadnjem času začel, to sem te hotel tudi vprašati, sicer osebno sem te hotel na strani vprašati, ampak če smo že dali karte na mizo, jaz sem imel pa take izkušnje, da sploh nimam v bistvu nobene želje po nekem fizičnem, tako, mogoče si jaz predstavljam, da nimam neke zdrave želje, ker okrog mene so sami moški, ki jim dogaja seks. Meni je bilo pa tako, da sem to nekako, zdaj sem iz enega razmerja dolgoletnega, ker sem zdaj začel razmišljati, da sem bil dosti izkoriščen na nek način.
in si sploh ne predstavljam, kako bi z nekom lahko bil fizično zdaj. To je tako kar neke vrste mentalna impotenca. Ful sem ti hvaležna za to mentalno impotenco. Upam, da nam folka to gleda. Prosim, ful folka naj to gleda. Seks, glejte. Maj se zdaj žrtvuje za vas. Ja. Ne, pa tudi, Da odpiramo te teme, ker drugi ljudje pač ne govorijo o njih. poleg tega se pa zavedam, da niti ne izgledam slabo, niti mislim, da sem tako all around good Zaželjen guy, moški, zaželjen ja. moški, Ja. ne. Je pa po drugi strani ta fura, da pride punce, pa vem, kaj bi, pa jaz kar... Pa ne, da Hvala. fizično ne bi mogel. Hvala, Maj. Ful sem ti hvaležna za to, da si to rekel in ful sem ti hvaležna, da vem, da taki moški obstajate. Ker mene taki moški, ki si jih ti opisal, te drugi moški, ne zanimajo. Res me ne zanimajo. In vidim, koliko je težko najti sploh koga, ki je pripravljen odnos graditi na nekih drugih ravneh, kot tukaj, ki je takoj dostopno. A veš, Viktor Frankl je v bistvu prvi, ki je rekel, da je treba začeti gor graditi. Spravi, ne zdaj graditi gradov v oblakih, ampak ti moraš nek odnos začeti z nekimi bolj subtilnimi ravmi, da se potem dejansko začneš povezovati na drugih sferah. Ker če se boš ti začel na spolnosti povezovati, to pomeni, da boš tam tudi ostal. Zelo malo odnosov od tam lahko zraste. Če si ti nekje do 3. čakre, boš težko od 3. čakre gor prišel. Lahko se pa zgodi, da boš gor prišel, pa boš bil dol, ampak ta srednji del bo pa manjkal. Okay, se pravi, to, kar pravijo, ko so včasih pravili, ne, da pač lahko se dobro razumeta, ampak če seks ni dober, ne bo uspel. To je tudi v bistvu neka fabula, ne? Ker če tako, kot ti zdaj razlagaš. Fama? Okay, fabula je zgodba. Okay. Ja, da ne boš to dajal na TikTok. V glavnem, ne, ampak potem, kar ti govoriš, je pa pol neizbežno, da če se z nekom povežeš, da bo tudi seks pa dober. Ne, moraš delati, da bo dober. Moraš se, v bistvu, veliko je stvari s sramom povezanih in najbolj nam pade valjda sram, ko pridemo do spolnosti. In če ti z nekom gradiš odnos, valjda, da hočeš mu biti všečen in boš toliko bolj sramežljiv. Ampak če si dovoliš biti ranljiv, ti lahko res en močen odnos na tem zgradiš. In ta mit, ki si ga prej omenil, jaz sem v ta mit verjela. In jaz recimo tudi, ko sem imela fanta, midva sva začela kot ljubimca, midva sva bila super ljubimca. Noben mi pa ni povedal za ta drug mit, in sicer, da ko si ti 2 do 4 leta v zvezi, da potem seks kar naenkrat ni več tako super. Se pravi, delati treba na vsakem primeru, ampak več možnosti imaš, da boš več ravni pokril, če začneš od zgoraj, kot pa če začneš od spodaj. Ker ko boš začel od spodaj, kaj se zgodi? Veliko ljudi lenih rata. In pač so zadovoljni s tem in nočejo več. In pa to rabijo in to jih vleče in se ne bojo potrudili za več. Seks je vedno bil neki, da se ti ful bolj potrudiš, če nekaj hočeš, če ti ni takoj dostopno. A je to zato, ker zadovoljiš potrebo, užitek, starodavno potrebo in pa ostane pač na tem in se ne znaš razvijati? A je to kaj s tem povezano? S tem plus z karmami, se pravi, vlečejo te energije prednikov, vlečejo ti, nisi samo ti, ni vse od tebe odvisen. Ti se tukaj povežeš z najbolj subtilnimi energijami in tukaj nisi res na delu samo ti. Tukaj pridejo potem še vse linije po tvoji strani in vse linije po strani partnerja. Večina ljudi ni toliko občutljivih, da bi sploh do teh ravni prišli. In moraš biti občutljiv, če želiš to čutiti. Tudi to bom pa vprašal, ampak jaz spet, ko iz sebe izhajam, jaz zdaj, ko sem začel te stvari delati na sebi in tako, kot smo se tudi mi spoznali, jaz se zdaj res počutim, da sem spet 15, 16, 14 let star, ko prije do tega. Se pravi, kot da vsaka stvar, ki jo na novo odkrivam in nisem siguren, protipam malo tako, kaj se dogaja. In to je ful lepo in niti treba z rdečilom si dati lička, kot sem si jaz danes, ampak dejansko pustiš, da rdeč postaneš in tisti oni občutki, ki se v tebi porajajo, iz tega nekaj raste, ne pa meni je za vse ravno, jaz sem že vse doživel, a veš? Ja, ali pa, mislim, se pravim, ti moški zdaj so samo seks in jaz sem bil, in tak jaz kot moški tudi vem, da več kot 3/4 tega so itak zgodbice, za una četrtina, ki ostane, je pa to tako malo površinskega ali pa niti to ne.
Ja, zanima me nekaj, zdaj, ker sem vaju to poslušala. Namreč, seks mi v bistvu, to se spomnim tudi Saše Kober, naprimer, to velikokrat o tem premišljujem. Kje se začne seks? V glavi ali se začne v telesu? Namreč, ker mi, vse, kar vemo o seksu, so filmi, so neki pornografske slike, so neki klišeji, joški rit. In zdaj naprimer vidim, da tudi gre v te slike moške riti in six-packi in tako naprej. To jemljemo kot afrodizijak. Kje se začne seks? V glavi? Kje? A tebe to privleče? Six-pack? Ja, mislim, tako kot smo zdaj rekli, objektivizacija telesa. Mene nikoli ni, ne? Ampak jaz sem vedno mislila, da sem malo, ne? Mislim, kako bi rekla, mene je vedno energija privlekla, ne? Mene je vedno pač človek, ne? Kako govori, kako se obnaša, tako. Ampak tudi to ni dober recept, ker nisem imela tako dobrih izkušenj, tudi ne. Mislim, hočem reči, zanima me, kje je tisti prvi stik oziroma kje si zagotoviš, da je ta povezava, da lahko greš v to povezavo navzgor in navzdol. Se pravi, ni recepta, 100 ljudi 100 čudi. Ja. Eni ljudje prvo to začutijo v svojem mednožju, eni ljudje to prvo začutijo v glavi, v možganih in se potem s tem stimulirajo. Eni ljudje, medtem ko te neka energija, tako kot si rekla, privleče. Zdaj pa, če mi to hočemo, pa dejansko moramo dati čas odnosu in moramo nekoga spoznavati. In pa tudi vidimo, da v bistvu, moj Bog, z velikimi ljudmi, zdaj bom iz sebe govorila, s katerimi sem spala, če jih poznam, malo dlje cajta nikoli ne bi spala z njimi. In nič ne bi zamudila, če ne bi spala z njimi. Zakaj sem to rabila narediti? Zakaj? Zato, da bom imela več izkušenj, da bom lahko o neki spolnosti govorila ali kaj. Ne, mislim, ker ti lahko to tudi velike volje do življenja odvzame. Meni so odnosi zelo pomembni. In tako, kot pravim, veliko ljudi, ki nekaj zadovolji, nimajo nobene potrebe po gradnji kakršnega koli odnosa. So zadovoljili tisto osnovno potrebo in veliko ljudi ostane zadovoljni s tem in potem ostalo nadomestijo s potrošništvom. In taki ljudje so največji potrošniki tudi pornografske industrije. Zdaj problem, ki pa nastane, je pa to, da res nimamo, kako naj rečem, ni na voljo veliko drugega, v neki kulturi na splošno. In če hočeš veliko drugega, prvo je treba odstirati ta tabu spolnosti. Zdaj pa kako ga odstirati, tako da ljudem podaš, kaj je to zdravilna spolnost, to pa se jaz trudim delati zdaj že precej let. Čekaj, kaj pa pol bi, kako bi opredelila Kama Sutra? Kama Sutra ni samo o spolnosti. Kama Sutra ni samo o spolnosti, je prav o tem, kako negovati odnos moški-žensko. Mi smo pač samo zdaj tam neke poze ven vzeli, to še zdaleč ni samo. Ja. A veš, to še zdaleč ni poanta Kama Sutre. Zdaj jaz, po pravici povedal, nisem se toliko posvečala s Kama Sutro, recimo, ampak recimo kitajski klasiki, katere sem sama študirala, iz njih so se razvile medicinske knjige in ne obratno. Se pravi, medicinske knjige so se razvile iz umetnosti spalnice. Se pravi, kako moški in ženska krepita svoje zdravje prek spolnosti. To se nekje globoko v meni poraja zadnji čas, ta ideja. Kako se res lahko zdravi odnose preko spolnosti? Da se prvo pozdravi naš odnos do spolnosti. Ja. Pač mi se nismo v to kulturo rodili. In tudi jaz, veliko stvari sem dojemala po naše, ko sem to študirala, pa sem sinologinja, pa sem se poglabljala, ampak jaz sem še vedno bila rojena in vzgojena na zahodnih tleh in name je vplivalo to, kaj mi govori ta kultura o spolnosti. In kakorkoli sem jaz to študirala, jaz še vedno tega veliko let nisem živela. Jaz šele zadnjih nekaj let, da dejansko te energijske vidike dojemam. Ampak, da ti lahko sploh to dojemaš, ti moraš ratati popolnoma, to, kar smo prej govorili, mehka.
mehak. Kje pa sem jaz mehka, če se ne počutim varno? Se pravi, a ne, če sploh slovenska kultura je taka, kaj si pa tako občutljiva, ali pa stopaš ven, pa te 10 ljudi napade zelo hitro in ti razvijaš samo to trdoto, da boš preživela, da te ne bo nekdo napadel, kako naj se branim verbalno. Jaz sem bila ful dobra v tem, da sem znala zabijati moške. Če bi se mi 6 let nazaj tukaj pogovarjali, jaz sem bila taka, res, tako, verbalno sem znala sesuti moškega, sam kaj moški. No, 6 let nazaj sem bil tudi jaz drugačen, glede teh stvari. A mi lahko nekaj poveste, kako pa vidite to, recimo, glede na to, da jaz govorim, moji frendi govorijo samo o seksu in o puncah, s katerimi so se dali dol, kako pa je z druge strani, kako pa vidite ženske v teh vlogah? Kaj pa govorite, ko govorite o seksu? Ja, to me tudi zanima, ja. Kaj govorite? Koliko detajle pa greste? Mislim, jaz osebno, zdaj se bo to mogoče slišali, da je zmišljeno, ampak z mano nikoli nisem imel fantje pretirano. Edini moj najboljši prijatelj, on mi pove vse. On je zdaj poročen, ima ženo in tako. Ampak drugače jaz si predstavljam, da si moški med sabo ful povejo. Ker jaz pridem za mizo, so velikrat debate v podrobnosti. Koliko je bila mlada, koliko je bilo to, tretje. Pa kaj ste s tem hvalili? To je hvala, mislim, to je kot trofeja ali kaj? To je kot, kaj je to? Po moje, zdaj, kaj je Špela rekla, po moje je to tudi tako del življenja, ki je najlažje ga sprocesirati, ki se je najlažje njemu pogovarjati. Jaz pač te stvari delam, kad delam in meni to je zadnja stvar na svetu, da bi govoril in od nekdaj je bilo tako. Ampak pač fantje pa ja, to ni statusni simbol. Statusni simbol je to. To je to, kar jaz vidim. To se pravi avto, dober seks. Mlade punce, dober seks. Velik, niti ne dober. Velik seksa, ne dober. Niti enkrat nisem slišal, da bi bilo pa wow. Ampak wow, kako je bilo dobro, ampak wow, kako je bila mlada. Wow, 2 sem. Wow, tako. Če bi bil dober, ne bi čutili te potrebe, da to govorijo z drugimi o njemu, ker bi bil spet ranljiv. Ker bi ti to s tisto osebo, s katero to prakticiraš. Če pa dejansko se gre vse samo na številke, je pa koda moškosti vedno bila na zahodu, koliko žensk boš podaril. Boljši moški si. Žal, ne? No, ampak to, kar sem jaz hotel vprašati, kako pa je iz tega množstva žensk, ki jih moški podirajo, kako je pa ženski? Jaz si bom povedala, naprimer, da si 18 let stara ti, ali pa da imaš 18 let staro hčerko, ki je bila po 2 tednih s 7 modeli. No, jaz si bom povedala, naprimer, razumem, jaz bom povedala svojega, pa ti si pa mlajša, je bo zanimivo. Jaz sem to kot deklica, se pravi v 70 letih, čutila, v bistvu, jaz sem čutila ta pritisk, da moški v bistvu nekako si zbirate trofeje. In ja, moja prva misel, da sem ženska, je bila v bistvu, jaz ne bom od nikogar trofeja. In jaz se nisem dala zelo dolgo dol, samo zaradi tega, ker nisem hotela biti nobenemu trofeja. Tudi če mi je bil všeč, karkoli že, lahko sem se igrala, lahko sem plesala, lahko sem provocirala, ampak imel pa me ne boš, ker sem toliko teh zgodb slišala. Toliko teh pritlehnih zgodb, pa tole sem dal dol, pa uno sem dal dol, pa tako naprej. Potem pa sem v bistvu hotela poskusiti, kaj je pa to svobodni seks, se pravi, da greš en večer z nekom in odideš. In me je zelo hitro minilo po drugem takem poskusu, sem videla, da tudi to ni nekaj tacga. In v bistvu sem s tistimi moškimi, s katerimi sem začutila močno privlačnost, nisem komplicirala, kdaj bom šla spat, nič. Ampak sem šla z njimi v odnos cela, seksualno, mentalno in pol je to tudi več ali manj kar nekaj let zdržalo, enkrat je zdržalo celo 30 let. Ampak hočem reči, in danes, ko jaz poslušam starejše ženske, ki se pogovarjajo o moških, kako so lačne seksa,
kako naprimer bi padale dol na tele six-packe in tako naprej, se tudi jaz ne počutim del njih. Jaz na ta način seksa ne dojemam in ga nikoli nisem. In to ne pomeni, da se zdaj ta trenutek kaj delam, ali pa da sem, dobro, jaz sem med tem že imela pogovore o seksu in tako naprej, zdaj približno vem, kaj je tudi tantra in tako naprej. Ampak jaz v ta srednji melos teh potreb, ki bi neke potrebe, ker mi nekaj manjka v življenju, rabila za to enega moškega in nekega, ki me bo dal dober dol ali pa po miru, jaz tega ne potrebujem na tak način. Kako si pa ti to doživljala? Ker si kljub vsemu skoraj 30 let mlajša, ne, od mene. Wow, no. Zelo lepo si to povedala, kar si povedala. Ne, jaz sem rabila veliko let, da sem do tega prišla, kar si zdaj rekla. Drugače pa tudi sama nisem imela takega pogleda, ne, tega res potrebnega, tako bom rekla. Ampak pri meni je bila pa situacija takšna, no, da mene so pa moški dojemali kot eno sveto žensko in se niso znali z mano sploh pogovarjati, niso se znali z mano povezati, dajali so me tja gor nekam na nivo. Jaz sem pa ful hrepenena potem, da bi se z nekom spolno združila in ko sem čakala, da se bo to zgodilo in enostavno se mi je mudil in tudi potem vedno, ko je bila prilika, sem jo izkoristila. Nisem gledala, kako bodo oni na to gledali. Mislim, da tudi niso o meni tako govorili, vsaj nisem zasledila, da bi se kdarkoli tako o meni govorili, ampak je pa to tudi izhajalo iz tega, da sem imela rane, navezovalne travme in navezovalne rane. Mene je bilo zelo težko se z moškim zares povezati in ga spustiti v svoje življenje in meni je bilo dobro, da se jaz združim z njim in potem pet stran, sam čim dlje. Sem pa rabila veliko let, da sem sama dešifrirala, zakaj to tako počnem in zakaj odganjam moške, ki bi si pa želeli nek bolj resen odnos z mano. Tako. Da res ni nekega recepta, ne? Vsaka nosi eno drugo zgodbo. Ja, kar je super, zato je to zanimivo. Ne? Ženske se znamo tudi pogovarjati tudi v detajle, jaz tam, kjer sem jaz zraven, delamo to več ali manj spoštljivo, hecamo se samo, norca se delamo, no? Kadar kakšen moški prav kot en lakotnik gleda, samo kje bi se kaj dol, z takih. Ampak lahko pa nekaj izobražen še tako osebna, zdaj je spet scena malo osebna, danes sem malo tako sproščen za me. Jaz imam pa občutek, zato sem tudi to temo mogoče začel, ampak jaz imam pa občutek tako, ne, jaz sem, se pravi, samski končno po dolgem času, tudi v glavi, ne, dolg časa sem bil zaklenjen v glavi za eno žensko, ampak zdaj, ko grem recimo ven, jaz vidim, da se ženske z mano pogovarjajo pol ure, urco, ampak veliko kraj grejo pa po z enim modelom, ki je pa prišel, pa grejo se sam podred domov. Jaz pa nimam tega v glavi, to ni moje vodilo. Jaz, ko pridem ven, jaz tudi nikoli nisem hodil ven, recimo, žensk loviti. Jaz sem šel na party, sem tam žural in če mi bilo kakšno všeč, sem rekel, grejo do mene in sem šel do mene. Ne? In to je to. S tem, da moram priznati, da sem tudi zelo pozno izgubil nedolžnost. Ne? Tako ni... v družini zgleda. Ja, ampak ne, me zanima, zakaj se vam zdi tako, jaz se počutim, mogoče mogo biti malo bolj napadalen, da bi, ne, ali moram tudi na prvem dejtu, bejbo dam odpeljati, mislim. Se pravim, zdaj se počutim tako malo kot šibek moški, ne, ko to govorim. Ampak to pač to opažam, zakaj je to tako? To, kar zdaj govoriš, jaz isto doživljam iz perspektive ženske, meni se isto dogaja. Spravi, jaz isto grem ven, spoznam moškega, mi je ful zanimiv, vidim, na kolikih nivojih bi se dal povezati. Bo prišla ena ženska, ki ga bo totalno zamrežila in on bo totalno samo v tistem in ne bo bil sposoben sploh z drugimi energijami plesti neke zgodbe. Ja. Pa nas je lahko recimo, ne vem, cela miza 8 ljudi. Jaz bom vedno tako gledala, da sem do vseh porazdeljena, da z vsemi nekako komuniciram in jaz začenjam graditi odnose kot sočlovek, ne kot moški, ženska. In meni tukaj zelo hitro ljudje pokažejo, koliko človek so, če takoj grejo tle graditi. Ne? In enostavno, glih ne vem, teden dni nazaj sem bila isto v taki situaciji. In sem se počutila otožno, ful otožno, ker mi je bil tisti fant ful zanimiv. A ne? Ful mi je bil zanimiv.
Ampak jaz sem videla, kako 0% energije je pol šlo v tistem trenutku, od tistega, ki je bilo Prije nekdo, ki ful mu veliko. začne ful posvečati pozornosti, Ja. pa tako, veš, zdaj punce pisali, ki te prekinjajo. Zdaj pridejo punce in en mu bo pokazala, kako ima tatu naredki, to se je zdaj zgodilo, nekaj nazaj. Tako, in on je bil, wow, meni pa vse, če mi shodite videti tatu na to naredki, verjamem, da ga bom videl. Ne rabiš mi kazati, ne bom dal padel, pokaži mi še ne. Ampak ona gre pa pol veliko raj, ti kar odpadeš stran, ampak oni vsi, ko se pa začnejo slint, oni so pa zdaj kul. A ne? A veš, kaj sem jaz ugotovila? Pač zdaj, pri 40 lahko to rečem, prej nisem mogla reči, ampak enostavno niso vsi zate. In to je sito. To je sito. Ker enostavno, lej, če take ljudi, potem tudi ti hitro prideš na to frekvenco, ko se prilagajaš, nekako vedno je odnos neko prilagajanje. A ne? Ampak ti si pa zdaj postavil, kaj hočeš zase. Mislim, jaz tako zdaj na sebi gledam in mi nič ne manjka. Jaz sem doživela vse, kar je možno pred 40. In potem zdaj gledam te moške pri 40, ki grejo se poliamorne odnose in vsi to sprobavajo in meni je tako, wow, to rabiš početi pri 40. Mislim, sej ne, moram paziti, da se ne postavim ali sem gor ali pa sem Pa dol. da ne moraliziraš, Pa, ne? to je ful težko, to je ful težko, ampak ker sem tudi veliko lekcij iz tega dobila. Ker jaz sem tako vse sprejemam in mi je tako vse normalno, a mi je res. To si omenila poliamorne, a 40 ti izgledaš 30 let stara, tako da mislim, Jaz gledam to sem rekla 20. 60 let stara. Ne, poliamorne, mi smo imeli to oddajo, a veš, ko smo to mnogoljubje, ne, pa tudi zdaj Kezelj je izdal knjigo, jaz bom imela 30. novembra predstavitev, to bo verjetno že mimo takrat, ampak hočem reči, o tem se zdaj zelo veliko govori. V moji oddaji so takrat vsi planili na ta dva človeka, ki sta se zmenila za odprto zvezo, mnogoljubje. Jaz pa nisem hodila tega povedati. Jaz sem hodila samo povedati, da imejmo svoje odnose čiste. Pa mislim, ali smo sposobni to narediti v dvoje, če pa nismo, pa bodimo čisti in ne varajmo oziroma ne lažmo se. Jaz sem to hodila, da bi vam prišlo. Pa so se vsi v bistvu tako moralno zgrnila njiju dva, da sta bolna, da sta prizadeta in ne vem kaj še vse. Kako gledata vidva na to? Ona dva sta se pač ponudila, ne, da data nekaj na mizo, kar se ful dogaja, pa večina ljudi o tem molči. Molči in skriva. Skriva, ampak realna slika je pa taka, da veliko ljudi to počne. A ne? Vsak tretji zakon. Vsak Gre tretji zaradi- zakon, ja. Ja. Jaz tudi vidim, a veš, ker se vedno dodatno izobražujem, a ne, in seveda, če se ti izobražuješ na spolni terapiji, a ne, dodatno, in vedno nas dajo, recimo, zdaj imamo pač iz celega sveta, smo in nas dajo v te Zoom sobe in potem moramo deliti in tako. Jaz vedno pridem z ljudmi, ki so poliamorni noter v tisto sobo. To se pravi, teh ljudi, sedaj jaz sem spolni, ne vem, hočem spolnost upeljati v svojo psihoterapijo in zdaj to pomeni, da jaz moram poliamornost izkusiti. In potem vidim, recimo, ne vem, tudi njihove ženske, ki so zraven, pa ki grejo v to samo zaradi tega, ker gre moški, niti ne zaradi tega, ker bi ampak da dokažejo, koliko so odprte. A ne? Se pravi, jaz sem gledala to oddajo, ki si jo imela in to sta mlad par. Jaz ne rečem, da je karkoli narobe, ona dva sam pokažeta, kaj se dogaja in pač sprobavata, ampak ona dva sta mlada. A ne? Ti pričakuješ, da bojo ljudje imeli neke določene izkušnje pri določenih letih in tudi ona dva mogoče, ko bosta pa prišla pri 40, bosta pa kaj drugače videla, kot zdaj, ne? Mogoče, ali pa ne. Meni je pa to tako, mogoče bom dvoličen za določene ljudi, ki me poznajo, ker sem tudi jaz dobršen del svojega življenja preživel v veri, da pač moški mora imeti ženo doma, pa še 2-3 ljubice pri strani. Ne. Ampak zdaj, po zadnjih parih letih, predvsem, ko se družim veliko tudi z vami, se pravi ženskami, si mi je pa to tako tuj pojem, da je mogoče tudi to del zaradi tega, kot sem rekel zdaj, zakaj se počutim, da sem kao impotenten, ne, a veš. Ker se pravi, to mi je tukaj tuje, da si ne bi mogel predstavljati, da bi delil nekoga, ki ga imam rad, z nekom. Ker
ne spadam iz skup. Se pravi, nekaj res, če sem z nekom, ki se ljubim, pa verjetno nekaj čutim do njega. In če nekaj čutim do njega, je to skupaj zvezano v en tak vozil, ki ga ne moreš kar dati nekomu drugemu v roki, zdaj pa tam pejt z njim. Ne. Jaz se zdaj zavedam, pač moški smo itak taki, da pričakujemo, da jaz lahko ti pa ne. Ampak ko sem začel razmišljati, če ti ne smeš, pa tudi jaz ne smem. Pa je logično. Ampak če jaz lahko, pa tudi ti lahko. Ampak če pa ti lahko, bo pa to mene emocionalno zaznamovalo za cel življenje. A veš, Ker bom sam sebi nehal zaupati, pa te bom nehal zaupati, pa celemu svetu bom nehal zaupati. A vidiš, koliko se zgodba spremeni, ko smo si enakovredni in ko imamo enaka pravila. Mi smo prva generacija, ki smo si lahko enakovredni. Do zdaj naši starši si niso mogli biti enakovredni. Ful je bilo težje ženski. In zdaj smo pri temi, o kateri smo rekli, da se bomo pogovarjali. Enakovrednost med moškimi in ženskami. To je pa tema, ki si jaz želim zelo pogovarjati in so Špelo ugotovila, da je tudi nekako bilo namenjeno, da se pogovarjamo o tem. In to je toksična ženska energija. Toksična ženska, gremo, to me pa res zanima. Kaj je toksična? Mislim, jaz bom dal samo primer, ker sem razmišljal dosti o tem. In sicer jaz gledam veliko filme, berem kritike, pa gremo na te klasične filme, kjer so super junaki. Ne? Včasih je bil super junak, je bil on alfa omega, imel je svojega prijatelja, ki je z njim delal, in pa je imel neko žensko, ne? Ki je bila pa luštna tajnica, zabavo, ampak to je bilo nekako naravno, ni bilo zato, da bi žensko pomanjševali. No, tako je bila vzgoja že nekaj tisoč let. To je bila vzgoja, ki je žensko poniževala. Jaz kot igralka, ampak nenamerno. te ljubice igrala, Sam da povem. Se pravi, nenamerno. Ne? Zdaj, ko se pa stvari obračajo, lahko pa pogledate, da večina teh zdaj so super junakinje, zdaj imaš Batwoman, zdaj imaš Supergirl, zdaj imaš, kaj že, ne vem, lahko rečemo tudi, tako bom rekel, Tolkien. Ne? Jaz sem die hard fan od Tolkiena. Ne? Jaz imam vse knjige, J.R.R. Tolkien je napisal Hobita, Silmarillion, Gospodarja prstanov. In zdaj so naredili Gospodarja prstanov, Silmarillion, so pa naredili tako, da je zdaj glavna junakinja, Galadriel, ki nikoli prej nikjer ni bila bojevnica. Zdaj je pa bojevnica. Vsak problem, ki ga dajo na pot, reši tako. Moški, ko pride, pa reče, mogoče in ona reši stvar. Se pravi, moški v tem smislu zdaj samo zajebati znamo. Se pravi, karkoli naredimo, smo mačisti, tako neumne ideje, sam z mečom bi radi rešili in tako naprej. Se pravi, stvar se obrača v to smer, da jaz opažam, da ženske same sebi škodo delate, ker zdaj je pa to namerno napad na moške. Se pravi, zdaj je pa to namerno, da ne govorim o tem, da zdaj ženska, ki je 1,60 m pa 50 kg, razmetava moške, ki imajo 90 kg. To se meni zdi zdaj toksična ženska energija, ker jaz nočem, da bi moja hči se počutila, da pa učila od tega. No. Kaj misliš ti? Jaz te ful slišam in tudi to opažam. In se zavedam, da nekoč je bila pri ženskah grandioznost ponotranjena. Niso jo smele navzven izražati, medtem ko je bila moškost naven. In zdaj, namesto da bi se mi vsi zavedali, da grandioznost, ne glede na to, ali si ti ženska ali moški, ni v redu, gremo samo na to, da smo zamenjali te vloge. In to se tukaj kaže. In tudi jaz sem to začela opažati, recimo, ko sem bila na določenih delavnicah v Londonu, ena ženska nas je učila o tem, kako to, kar si rekel, pač razmetati, biti ta glavna, biti powerful, biti, ne. Moški vse sam zajebati znajo. Ja, in dejansko, ko so nas vprašali na tej delavnici, povejte neke pridevnike, ne vem, za moške in za ženske, in za moške so bili vsi slabšalni, za ženske so bili vsi poveličevalni, in jaz se s tem ful nisem strinjala in ful se nisem najdla tam, ker vem, da ni vse tako. To je tako, kot če bi tehtence hotel izravnati s tem, da namesto da daješ isto na obe strani, hočeš dati klepa tono in pol ujeti. Ja, ampak Špela, a se ti ne zdi to en tak logičen odgovor? Veš, koliko 1000 let smo morali ženske? Koliko 1000 let? Sva bila na Celjskem gradu, celjski grofi niso bili celjski grofi, so bili njihove hčerke. Barbara Celjska je bila vodja Svetorimskega cesarstva,
Ona je ustvarila red vitezov z Majo. Ne? Ja, in kako je končala? Kako je končala? Kako, no povej. Ja, v ječi, ne? Vse so jo v bistvu vedno kaznovali, ker je preveč, bila vsaka ženska, ki je v zgodovini bila preveč močna, preveč svobodomiselna, je končala na grmadi ali pa za zidovi. Se pravi, ko je on umrl, njen mož, je šla ona v ječo. Se pravi, Ne, celo zgodbo moramo gledati, no, ampak pustimo. Ja, ampak ko je mož umrl, pazite, ko je mož umrl, je ona šla v ječo, ne, ko je Svetovimski cesar umrl, njen mož, je šla ona v ječo, kar daje še večjo podporo temu, da on je njo podpiral. Se pravi, je bil moški, ki je stal za njo. A ni tako? Ja, ampak vedno je moral nekdo stati za žensko, zgledalo je, da je ženska, letko, Ja, in zdaj med nama, zdaj se dogaja ženske smo tako- od zadaj, vsemu, kar ste vi počeli in kar ste, mi smo itak tam od zadaj, ne. Okej. Samo te pozornosti in te moči nam niste nikoli pustili brez nekaznovano, da bi se zrastla in tu pa tam je kjer ratal in jih lahko na prste ene roke ali pa Okej. dveh rok naštejemo. Zdaj napredujem z vprašanjem, pa bom pa tako A rekel. lahko jaz še nadaljujem? Ja. Sem rekla, Ja, Jaz sem tako kao gost. Oprosti. ja, ti si gostja. Beseda mi je bila oduzeta, moj glas mi je bil oduzet. Zdaj bom Ne več morem jaz napotenila. svetati tukaj, ne morem biti v svoji moči. Tako, da Jaka, izvoli. dejo na stop, dajte mu gasen zvočnik, mikrofon. Sam res, to se meni že drugače zgodilo tukaj v Ne. Sloveniji, by the A way, res? a ne, tako da sem zelo občutljiva, ja, strani moških in seveda ženska, ne, ki te moške poveličujejo, tako da ja, to, kar si rekla, a se ti ne zdi logičen odgovor, a ne, meni se zdi to logičen odgovor, ja, ampak kdaj je logika še mir prinesla, pa ne zdaj nasilen mir. Jaz zdaj govorim o tej inteligenci, ki si jo mi moramo dovoliti, mi imamo v sebi tako moško kot žensko energijo, a ne, in mi smo bile naučene ženske, da delujemo samo na eni strani živčnega sistema. Nam ni bilo dovoljeno biti jezne. Generacije in generacij žensk, ki leta in leta niso mogle biti jezne, one ta bes v sebi zadržujejo. Ali bo to grenkoba, ali bo pa to, kar si ti opisal. Tekmovanje navzven. Če pa se mi dejansko dovolimo sproti čez življenje biti v obeh teh energijah, pridemo pa nekam čist drugam, pridemo pa v pravo moč. In ta moč je sočlovečna in ta moč ni, kdo bo zmagal, moški, ženske, mi sodelujemo. In ponavadi nam to sodelovanje uteži ravno ta spolna energija, tukaj pa to prihaja iz tega, ker smo ljudje sestradani smo spolnosti. In potem prideš in veliko ljudi, se te sestradanosti nam ne zna drugače ločiti, kot da šansa je, moram jo izkoristiti. Ampak, ko prideš do tega nivoja, ki si ti zdaj, to je nivo, kjer se lahko neki novi odnosi začnejo graditi. In to je ful velik vreden. Ne? Zakaj se ti zdi, da smo sestradani? Jaz tudi imam tako občutek, da smo sestradani seksa. V bistvu ga imamo takole, tega instant seksa imamo ogromno, v bistvu pa jaz čutim, da tako isto, kot si rekla. Jaz sem sestradana seksa, ker ne seksam. Nimam partnerja, zato. Ne bom pa kar z enim. Zato. Preprosto zato. Preprosto. Aj, filjo. Ja, Aj, filjo. ja. Ne, pa jaz sem tudi zadnjič poslušal en podcast, oziroma sem en delček, sem slišal, ki so rekli, da ta generacija za nami, se pravi mlajša generacija, Z generation, generation Z, da oni pa sploh nič ne seksajo. Zaradi tega, ker je ta woke movement, kjer so ženske prihajajo do te zunanje emancipacije, ali kakorkoli že, in se fantje bojijo, lahko grejo pa domov, prižge laptop, kaj prižge laptop, zdaj si kup aparat, imaš teh aparatov, ko češ, ne rabi niti nič sam delati, samo posede se in to je to. In da je tega še celo vedno manj. Seksa, ne? Ja. To je res, ne? In mi bomo dejansko neka aspolna bitja postali, tudi veliko ljudi si spreminja spol. Še ena tema. Še ena tema, ki je zelo težka. Mogoče raje ostanemo na tistih ostalih, ker zdaj v bistvu, veš, to je to, ne? Zahod bo vedno pomagal ti najti samo eno hitro rešitev in bo zraven zakamufliral tisočletja problemov, ki jih nismo hoteli videti. Kdo bo toliko pogumen, da se bo tega lotil? Ljudje, ki si upamo življenje videti takšno, kot je, ki se upamo pogovarjati take teme. Večina ljudi se tega ne upa, ker mislijo, z mano je nekaj narobe. Jaz bi pa mogel to, pa to, pa to. Ej, sorry, jaz sem tudi tako mislila, ampak
Lej, pa delaš s 1000 ljudmi, s 1000 moškimi, ki so mi govorili tudi take zgodbe, ki si mi ti danes povedal. Enostavno ženske jih napadajo, ženske imajo res taka močna pričakovanja od njih v postelji in jih zaničujejo in jih poškodujejo in marsikaj. Ampak tega moški valjda ne bojo rekli. Kaj pa je to zdrava spolnost? Kaj je to, kako to zgleda, naprimer? To je od para do para drugače, ker jaz moram vedeti, kaj so moje potrebe in kaj so moje želje in ti moraš vedeti, kaj so, recimo zdaj, jaz sem pač heteroseksualna, če si ti moški, moraš ti vedeti za svoje potrebe in svoje želje in potem mora biti midva sposobna to skomunicirati. Večina ljudi pa samo sebe vidi, samo sebe sliši ali pa samo drugega vidi, samo drugega sliši. Se pravi, ni te relacijske zavesti. Relacijska zavest je pa zelo pomembna. Zakaj ni relacijske zavesti? Zato, ker smo bili naučeni, moški so taki, ženske so take in potem delamo po nekih zunanjih pravilih in ne upoštevamo čustev, ki se vmes porajajo in ne razdelamo teh čustev. Kaj to pomeni relacijska? Tako, naprimer, kaj to pomeni, da ni teh relacijskih? Kako bi to pomeni, da se ne poistovetimo? Kako bi to razložila konkretno, naprimer? Relacijska, to je nekaj, kar sem jaz čist iz Kitajske ven povlekla. Se pravi, tam je vse na sočlovečnosti, na tej stari kitajski filozofiji. Pri nas se poveličuje individuum. Vse je individuum, jaz, vse jaz in jaz bom vse določala in vse bo tako, kot bom jaz hotla, ali pa vse bo tako, kot bo, nekdo, ki mu hočem biti všeč, hotel. Če se vrnemo na primer, ki sem ga prej omenila, ki sva tudi imela oba podobne izkušnje, je ena miza ljudi. Recimo, da je za to mizo 8 ljudi. In 7 ljudi ful dobro komunicira do trenutka, ko se 8. oseba usede sem in ta 8. oseba se zapiči v enega moškega in naenkrat bo samo teh 6 ljudi oropanih tiste energije njega, pa nje pa itak niso nikoli dobili energije. Se pravi, relacijska zavest je, da ti si čuten in da začutiš vse ljudi v prostoru. Ne samo, Zvezdana je tukaj, jaz pa hočem njo impresionirati in zdaj bom jaz dala njej 100% pozornost, tebe nima. A veš? To je relacijska zavest. Relacijska zavest je, da mi smo vsi in vsi vplivamo. Tudi če ti ne boš nič rekel, ti vplivaš na prostor. Vse, kar se v tebi poraja, vpliva na prostor. To je relacijska zavest. Kaj pa tantra, naprimer? Jaz sem brala to knjigo Dolgorevca, pa kar dosti sem tudi že pogovorov imela. Tantro razumemo kot seksualno prakso, neko in v bistvu, kjer sploh niso pomembna čustva, ali kako? Kako Gorevc o tem piše? Gorevc pravi, da ne, da so izjemno pomembna čustva spoštovanja, ampak da čustva globoke ljubezni pa niso potrebna. Seveda, da so potrebna. Seveda, da so samo ljubezen ne kot nek koncept, kot ga prakticiramo tukaj, idealiziranja. Ampak ljubezen, življenje in zato pa ti moraš skozi upoštevati, kaj so tvoje čustva in moraš upoštevati, od kje prihajaš in kam greš. Ni vse samo v tem trenutku. Zdaj, če mi govorimo o tantri, mi moramo govoriti o ontologiji 2 ravni. Mi na Zahodu poznamo samo eno, mi poznamo sebe pa Boga. Ne poznamo pa te relacijske zavesti, ki smo zdaj omenili, ki pa omenja, ne dobivam pozornosti. To je relacijska zavest. Ne dobivaš pa te horizontalne spiritualnosti. Spiritualnost ni samo vertikalna, jaz in Bog in v karkoli pač verjamem, univerzum, ampak je tudi jaz in božansko v tebi. In božansko v meni in božansko v maju. To je to. To tukaj iščemo, to božanskost. To je tantra. In ti ne moreš, če nimaš te vertikale, ne moreš tantre prakticirati. Ne moreš. Oziroma vertikale, horizontale. In horizontale ne mislim, da grete 2 v posteljo in se date dol. Ne, niti slučajno ne. In kaj je pa koncept prave ljubezni? Da ti v bistvu spoštuješ, zdaj smo že pri ljubezni. Jaz sem se hodil pogovarjati o ženski toksični energiji in vidite, kako hitro v pogovoru z njima ženskama to zgine. Zdaj se že raje o pravi ljubezni pogovarjamo, kot to že.
Če bi pa rekel vidiš, to toksični smo moški, ženske, bi bilo pa, da mi špila sem neki povej. Zakaj pa Kako bi si dala duška, če bi bilo toksična moška? A ne, če bi bila pa toksična moškost, bi pa kar podaljšala za ene porce. Da mi povej, zakaj je prav, da imam rumeno in ne zeleno kapo? Prej smo prišli na to temo. Ja, v bistvu, če bi imel zeleno in bi te Kitajci videli, pa bi mislili, da te tvoja ženska vara. Ker če imaš ti zeleno kapo oziroma zeleno pokrivalo, to pomeni, da te ženska vara. To ti objavljaš, javno bi to bolj izpostavljal. Javno bi to izpostavljal, ampak mogoče Slovenci tega simbola ne bi poštekali, ampak vsak Kitajec, ki bi pa to videl, ne, bi pa, on je bil pa prevaran. Ampak zakaj pa bi pol to javno izpostavljal? A to, da si? Ja, da si bil ti prevaran. A veš, da to zgodbo sem pa pozabila, po pravici povedam, bom naštudirala, pa ti jo bom povedala za lahko noč, veš. Jaz govorim zgodbe za lahko noč. No, Zdaj, mi je zanimivo, zakaj bi hotel izpostaviti, a veš, ker smo ponovadi nas je sram, če nas je kdo prevaral, ne? Ja, zgodba za tem. V Sloveniji je tako. V Sloveniji je tisti, ki je prevaran, manj vreden. Jaz, na primer, če bi javno objavila, mene mož vara, ne, bi velika večina bi vsi rekli Boga, velika večina bi pa rekli, se si je zaslužila ali pa le kakšen frajer je, varajo, ne, in tako naprej. A ni tako? Ja, Slovenija rada sramoti in tudi, veš, to sem jaz opazila. No, ne vem, reci. Že sam slovenski jezik, veliko konceptov ne zaobjame in potem tudi iz tega vidiš, da včasih Slovenija sploh ni sposobna sočutja velikrat, pač je sposobna neke empatije, če mi gledamo recimo sympathy, empathy, pa compassion, to so 3 zelo različni koncepti, pa če jih prevedeš v slovenščino, sočutje, ampak da prideš do tistega pravega sočutja, zelo malo ljudi pride res do tistega pravega, ker pa si moramo biti enakovredni. Ljudje, Slovenci, imajo pa zelo radi to, ali si manj, ali si pa več, ali te ful častim, ali te pa zaničujem. In to je ta suženjska mentaliteta, ki jo mi želimo zdaj prerasti. In suženjska mentaliteta ne bomo prerastali tako, da gremo, mi smo zdaj najboljši in to, ampak da pač ratamo. Čeprav po drugi strani pa, na primer, se veš, ko so kakšne naravne katastrofe ali pa kakšni ker gre unim slabše od tebe. Ja, ko se ti znaš veseliti nekoga, ko uspe, to je nekaj čist drugega. Vse to na tvoji oddaji mi je bilo zelo všeč. Mislim, da je bil Alan Kobilica, ki je rekel to, da Slovenci se zelo težko veselimo uspehov drugih. Takoj bomo iskali neke slabe platine. Spet posplošujemo, ful veliko posplošujemo, včasih. Ne, to moramo povedati, ko posplošujemo, poskušamo samo nekaj razložiti, da je bolj razumljivo. To pa ne pomeni, da je to 100% res, to je pač debata. V primerjavi tudi mogoče, če imaš neke izkušnje z drugimi narodnostmi, in potem takoj vidiš, tole sem pa pogrešala doma. In ta sočutje, to sem jaz občutila v Turčiji, recimo, na veliko. Tam nam ni bilo treba se sploh razumeti intelektualno, da smo se zaobjeli. Kaj pa toksična ženska? Je to slovenski problem? Mislim, kakšna je toksična ženska? Jaz tle v bistvu nimam kaj dosti povedati, ker jih nisem tako zelo veliko srečala. Ali pa nisem hotela videti. A veš, si govorila ravno prej o tem, da poznaš ženske, ki bi pa zdaj dol padale na mišičaste moške in tiste, ki bi jih podarili. Kaj pa je to drugega kot toksična ženska? Jaz tega ne doživljam kot toksičnost, jaz doživljam to kot v bistvu eno veliko nesrečo ženske, ki se pač ne zna drugače. A moški pa, če gleda pa 18 let, pa 19 let stare punce, je pa toksičen moški. Ja, to je ta razlika. Pardon, izrazu, ne me pip. Dobro je točno. Kaj pa vi mislite, na tale provokativno vprašanje vsi odgovorite, kaj pa ti misliš? Toksična ženska je ranjena ženska in toksičen moški je ranjen moški. In veliko ljudi je ranjenih, fantke in punčke so to. Vse jaz imam tudi v sebi punčko, toksično, ranjeno. In zdaj je na meni, a bom jaz iz te punčke delovala in mogoče včasih, ko bom bila orang strigirana, tudi bom. Trudim se pa, da ne. Imaš pa veliko ljudi, ki se ne trudijo. Nekaj tudi ne vejo. Ne vejo, veliko. A to tudi spada, recimo, zdaj vsi, jaz bom kar javno rekel, ampak meni to človeško nazivanje, da imajo zdaj lahko ga kličeš ona, on, ono, oni so vevrce, oni so konji,
A to je, kaj se vam pa glede tega zdi? Ja, prej smo se pogovarjali o tem, če nekaj povzemaš iz Amerike. In sem rekla, vedno moraš biti pozoren, kaj povzemaš iz Amerike. In recimo to je na ameriških tleh zrastalo. In sploh v vodah psihoterapevtskih, je to kar nekako pričakovano od nas, da bomo mi zdaj to. In mene to tudi sprovocira. In jaz tudi velikokrat pomislim, da bi si dala Špela, pa potem she, him, zanalašč. Zanalašč, da ji dam. Ampak pol pogledam, iz česa jaz tukaj potem ravnam iz tiste cinične Špele. A je tista cinična Špela, una sočutna, zdravilna Špela? Ne, bom pa sam Špela, ne bom dala tisti šihor. Sej pač, a ni jasno. Jaz bi rad sam nekaj povedal. To, kar ti zdaj govoriš, to, veš, kaj je zdaj Špela povedala? Da pravzaprav res ni važno, si ti he, she, ali it, ali veverca, ali karkoli. Važno je, da si človek. To vemo, mami, ampak te stvari imajo zdaj vpliv na tisoč in vedno več ljudi. Jaz bi sam tako rad povedal, če kakšen bankir gleda, jaz se identificiram kot milijarder. Tako da, ko bom prišel po kredit, upam, da me boste tako tretirali, ker če ne vas bom tožil. Cool. Jaz pa milijonarka. Jaz pa kar milijarder. Cool. Ne, ampak zares pa vpliva to na tisoč in tisoč ljudi in vedno več, zato ker otroci, ki odraščajo, pa počasi bojo otroci, ki ne bojo poznali drugega. Ja, vpliva in tudi jaz to vidim, kako nas ta amerikanizem preplavlja. Toksični feminizem je tudi toksični feminizem. Totalno. Je feminizem, ki je bil dober, in potem zdaj, danes je pa tudi veliko toksičnega zraven. Prosti, kaj te prekinem spet. Ne, sem nekaj, kar si hotel reči. Ne vem, ker sem se tudi zgubila. Preveč nam lapa. To debatiramo. Ne, ampak zdaj jaz to ful povezujem, tako kot vidiš te, ki so aktivisti, ki uničujejo slike. Ste videli? To je isto povezano s tem. Kaj ima Van Gogh povezave z nekimi feminističnimi ali pa kakršnimi koli movementi. Spravi nasilje, a veš, to je ono nasilje in mi ful veliko let se nismo zavedali psihološkega nasilja. In zdaj pač dejansko tudi vidiš pri vseh teh movementih, da od zadnjih poriva ta psihološko nasilje, dobesedno. Moški, ženske, v čem se dejansko razlikujemo? Pa vaju vprašam zdaj, v čem se dejansko razlikujemo? Fizično? Samo fizično se razlikujemo. Mi se... Ampak to ne samo s tem, da imamo različne spolovine, ampak tudi v velikosti, v sposobnostih fizičnih. Ja, a ti povem dejansko, v čem se razlikujemo? V hormonskem sistemu. In kaj se je zgodilo od 60-ih dalje? Seveda ženske, smo kupile zgodbo, da bo še bolj spolnost brezproblematična in svobodna, in smo šle na tabletke in razne hitre rešitve. Kaj to pomeni za našo biologijo? Vedno bolj moška postaja, sprav naš cikl ni več cikl, če tako pogledaš. Zgubili smo tisto, kar nas razlikuje tukaj, tisto, kar bi bilo treba. Medtem, ko obstaja spolnost, ki je drugačna spolnost, kjer ni treba kemijsko posegati v telo. Moraš biti pa bolj odgovoren. Koliko pa govorimo o tej spolnosti in koliko ljudi je pripravljenih to spolnost prakticirati? Tukaj se zdaj to zelo hitro pokaže. Drugače pa, če gremo... Kakšno to misliš spolnost? Tukaj zdaj govorimo o zadrževanju izliva, tukaj zdaj govorimo... Na ravni kontrolah. Zdaj samo vprašam za ljudi. Ja, se je dobro, da to vprašam, ampak to zdaj čisto, najbolj tako simplistično povedano, ampak drugače pa ženski cikl se spreminja na 7 let, hormonski, moški na 8 let. Ženski hormonski cikl poteka navzdol, moški poteka navzgor. Kaj to pomeni? Ženska ima menstruacijo, moški ima brke. Kaj se danes dogaja s temi spremembami spola in vse to? Pač samo zavračanje narave. Sej pač jaz ne rečem, imaš ljudi, tudi določen procent, ki se rodijo kot hermafroditi, ampak niso vsi ti, ki danes hočejo zamenjati spol hermafroditi. Tukaj govori o nekih psiholoških zadevah in se pravi, Zahod je celo ero že s psiho nadvladoval somo. Soma je znotraj našega telesa, to se pa ignorira. In to se ignorira tudi pri spolnosti, kakor se prakticira na Zahodu. Tudi na tantri, ki pride na Zahod, ker ljudje imajo to toliko ponotranjeno. Jaz bom rekla nekaj, to, kar zdaj vaju poslušam, meni na prvi tir prinese, veš kaj, to totalna dekadenca in izgubljenost
v bistvu v vseh naših odnosih, ker na Van Gogha se prilepijo tele zaradi česa, ker jih drugač več, ne, tudi če se bojo zažgali na cesti, jih več ne bo nihče več pisal o njih. Se pravi, morajo uničiti nekaj, kar je svetovno znano in dragoceno, da se bo slišalo o njih. Treba je spremeniti spol samo zato, da najdeš neko svojo identiteto, ker je ne najdeš drugač več. To, kar si zdaj rekla. Ne? Spravi, one hoče biti opažene in ljudje so toliko otopeli, da potem samo z nekim nasiljem dobijo to. Le, če gremo na tematiko, recimo, ne vem, spolnih zlorab, koliko nas je dalo to čez, pa nismo dajali to v neke afere, koliko jih je pa danes, ki samo neko afero ven sprožijo, Pa privlečejo pozornost. Privlečejo pozornost, pa ne zdravijo. To je še druga tema. Jaz sem bral zadnjič o enem fantu, ki so ga 4 sošolke obtožili, da jih je zlorabil in so ga iz šole izpisali in po pol leta, ko je bil iz šole izpisan, so punce prišle in povedali, da so v bistvu jim je šel sam na živce in so se 4 punce zmenili in so rekli, da jih je zlorabil in je on zaradi tega bil izobčen. Zdaj si pa predstavljali, da je to fant, ki si bo vzel v srcu in bože ne, da bo ne samo psihološko zaznamovan, ampak bo se tudi fizično poškodoval pa obo. Ja, mislim, strahotni časi so danes, v bistvu, ker na eni strani imaš res zlorabe, o katerih je treba govoriti. Grozne. Ampak o njih se ne bo slišali, zaradi tega, ker so ljudje utopeli, ne bodo poslušali teh zlorab. Oni bojo hoteli afero slišati in zato to afero sprožijo te ljudje. Tudi jaz, ko sem govorila o moji zlorabi pred leti, jaz sem začela pisati o tem, moja knjiga se začne s tem. Ampak ni bilo bralcev, enostavno ni jih bilo. Če bi jaz dala ime pa priimek zraven, takoj bi jih bilo ful. Ampak jaz sem to spucala sama pri sebi. In nisem, da se tega človeka obglav zdaj ali karkoli. Ne, niti ne. Jaz sem pač njemu povedala, kakor se je dalo povedati. Kaj več, kakor sama pri sebi mu oprostiti in ne želeti imeti nobenega stika več z njim, ne morem. Ne želim. To je, kaj pa naprimer, kaj pa rečeš to, naprimer, da si zlorabljena in to tiščiš ves čas v sebi in v bistvu ta človek, ki je tebe zlorabil, verjetno še koga drugega. Ogromno žensk. Ja, kaj narediti pravzaprav? Jaz sem odprla kroge za take ženske in se ne javljajo. Jaz jih ne morem prisiliti, da pridejo. Jaz sem odprla te kroge. Ni bilo niti ene prijave. Vem pa, da je veliko takih zgodb. Si imel zdaj afero s tem Nedušanom Smodejem, ki jih je za drugi, jaz ga poznam drugače namreč. In sem slišal tudi od ljudi, kaj se je zgodilo, ampak prijavili so ga, pa prijavljali, ali kako že so bile, pa mogoče 2, 3, ne več. Ali celo 1. To se noben ne upa, to je še zmeraj taka stigma, da nažalost se ljudi ne je... Kar se pa meni osebno, jaz ne vem, če kdo to gleda, jaz in mnogo nas je takih moških, ki take stvari izjemno obsojamo in na koncu, a veš, je meni zanimiv, ker tudi ženske, veste, ko pride morilc v zapor, ko pride ropar v zapor, ko pride pa posiljevalec v zapor, je pa pardon izrazil, ga najebal. Ja. In zato se mi zdi tudi čudno v tem svetu, da več ljudi ne pride ven. Ker, pa dobro, jaz zase, ko govorim, jaz imam izjemne probleme s krivico. Jaz če vidim, da se krivica nekomu dogaja, da se nekdo spravlja na šipkežga ali pa karkoli, meni začne dobesedno brbotati. In jaz bi tazga človeka, ki zlorablja, hladno krvno imam tamle gost, velik in je več luken, kamor ga zakopremo in ga ne bo več. Ne. Ampak še zmeri, zakaj mislite, da zakaj več žensk ne? Zakaj ne govorimo o tem? Jaz sem vedno govorila, tako da težko to govorim. Poznam pa veliko žensk, ki sem prek tega, ker sem jaz govorila, so se potem tudi one meni odprle in so mi povedali. In potem smo tudi ugotovili, da nas je isti moški zlorabil, recimo. Ker ne bi nikoli tega, če jaz tega ne bi tako govorila, ampak jaz se res na glas sprašujem. In veliko ljudem gre to na živce, veliko ljudi ne prenese, da si ti toliko iskren. Reš ima eno zgodbo in ti tudi bi tebe nadzorovali ali pa ti ne vem, pred par dni nazaj mi je ena kolegica rekla, ne grem psihiatru ali ne grem, zaradi tega, ker sem pač samo povedala, ker jaz imam prijatelje za to, da se pogovarjamo. Ja, in v bistvu
se ne maram cenzurirati pri takih stvarih s prijatelji ali se pa ne imeti za mojo prijateljico. Mislim, če moram paziti. Kaj govoriš? Ja. Kaj pa to, naprimer, to sem te že večkrat hodila vprašati. Jaz zdaj vidim tudi neka gibanja, oziroma tudi kot moški, kakšni z duhovnimi nekimi dimenzijami pišejo, kaj moramo mi moškim narediti, da bojo moški lahko moški. Pa neke recepte, kaj je moški princip, da moški mora to, moški mora ono, ali pa da ženske, naprimer, želijo si to pa to od moškega. Mislim, pa je vse samo na površini. No? Te moški, ne, eni izmed njih so tudi meni takrat mikrofonček zaprli. Aha. Tako da to meni veliko pove. Oni pač imajo neko sliko, kakšno bi me mogla igrati, niso pa sposobni to, kar je recimo Maj zdaj sposoben. On se je sposoben z nama pogovarjati in povedati stvari tako, kot je. Oni bi pa radi neka pravila. Ja. In ta pravila spet grejo. Moški vodi, ženska se prepusti. Ja, super, a kaj, se bom jaz prepustila enemu perpetratorju ali kaj. Sej sem mu že, pa se mu ne bi še kdaj. Ja, a ne? ja. Jaz moram moškega spoznati, ampak oni nočejo žensk spoznati. Oni imajo že vnaprej predpisan, kakšna ženska mora biti. No, samo vam tudi povem, da pri moških je velik strah in samopodoba, slaba samopodoba pripelje do tega. Tako kot si rekla, veš, če je nekdo recimo zlorabljen in potem si raj zgodbico v glavi sestavi, kot da bi povedal. Tako so moški isto. Nisi pripravljen, da je to upravičilo. Ne, veš, kaj sem hodila reči? Strah in slaba samopodoba. Nisi pa ti veliki učitelj. A mislim, a veš, težko se postaviš ti v vlogo velikega učitelja, če imaš strah. Ti moraš prvo to malo razpucati, pa si pol veliki učitelj. Ampak oni so pa že veliki učitelji, ker so moški. Ja, pa tudi pa hkrati. Parke bi bile vidve presenečene, kaj meni moška intuicija pravi o učiteljih, ki jih tudi vi recimo spremljate. Ne? Kaj moja moška intuicija govori o teh moških, kar je meni tako, se mi zdi kristalno jasno. Pa recimo, ženske to teže vidimo, to moško manipulacijo, smo bolj slepe za njo. Kukor kjera, jaz sem zadnje cajte nisem tako slepa, ampak recimo tudi jaz, če tebe kdaj opazujem, se vprašam, ne? Ja, dala sem določene stvari čez in ne more me glih vsak preslepiti, no. Tako bom rekla. Ampak hočem reči, veš, tista znana, ženske bomo takoj, on bo rekel, kako si lepa, ti boš že mislila, ja, rad me ima, ne? Pa oni znajo, oni znajo te čare uporabljati, ne veš pa ti, kaj za tvojim hrbtom govorijo. Ampak čare pa znajo uporabljati, da dobijo da nekaj dosežejo. Ja, da dobijo, da daš noge na raz. Ja, ampak kako pa prijemo do tega zaupanja en od drugega, da recimo vemo, da ni vse samo na površini. Čas si moramo dati, spoznavati se moramo. Koliko ljudi si dejansko da čas? Ali, veš, jaz veliko vidim tega, eno sekundo se poznamo in smo najboljši prijatelji, a smo res? Čas si moramo dati. Pa potem vidiš, koliko ti šele nekoga zares sprejemaš, takšen, kakršen je. Kako pa izgleda kakšna tvoja delavnica? Zdaj si imela nazadnje katero delavnico? Trenutno imam orgazmičnost. Kako to izgleda? Super je. Dejansko ženske popeljem v telo in jim razložim različne poti do orgazmičnosti. Se pravi orgazmičnosti, ki je zdravilna, ne samo tista orgazmičnost, ki se propagira tukaj na zahodu, ki je fokusirana na ščegetavček in podobno, ampak gremo prav v živčni sistem in gremo po različnih poteh živčnega sistema in gremo prek prakse, prek vaj v to, da izkušamo skupaj. To drugače se pa marsikaj pogovarjamo. Kar sem mogoče prek izkušenj prišla sama, ker veliko ljudi nekaj za resnico vzame, pa nimajo izkušenj. Sploh tukaj, na takem področju. Tako da to je ena taka imenitna delavnica in je bilo spet zelo težko ženske dobiti, že zaradi imena orgazmičnost. Drugače, taka zelo dobra podlaga za to delavnico je pa delavnica vstop v žensko esenco, v moč ženske esence, tukaj pa dejansko raziskujemo svoje rane v nulo. Tako da, kar si prej rekel, tisto nepravičnost, recimo, wound of injustice. Spravi, ta rana je na delu večine nas tukaj. In tudi pri meni je bila zelo močna. In ta rana na nek način ohranja ta dramski trikotnik žrtev, perpetrator in tako rešuje. In jaz sem bila tudi rešiteljica veliko let. In rešitelj omogoča, ker sodeluje v tem trikotniku. In mi v bistvu gremo čez vse te rane, ki so, čez vse te maske, ki so in to ozaveščamo na sebi, na ljudeh okoli nas.
In potem iščemo rešitve, kako pa priti v ta čisti jaz, ki je moj izvor in kako ga povežemo z izvirom, a ne, se pravi spolno energijo in kako smo dejansko v polni moči. A ne. Imaš še vprašanje? Ja, samo to bi iz tega ven, kaj pa pari ali pa za moške imaš delavnice in kakšen je odziv v Sloveniji? Bi imela, ampak ni odziva. Ni odziva. Ni odziva, ja. Drugače pa v Londonu sem delala samo z moškimi, a ne. Tako da v Londonu so bili moje stranke, večinoma moški, žensk ni bilo. Tukaj se je malo zaobrnili, več žensk, moških enostavno ni. Sem pa tja kakšen mačkan ga zanima terapija, ampak tudi zelo po svoje se to razlaga. Vse moje terapije so holistične in vsebujejo delo za spolno energijo, spolnostjo, se pravi, mi se veliko pogovarjamo o tem, kako doživljamo spolnost, ne? O tem tudi ta duhovni jaz noter upoštevamo, se pravi, tisti ljudje, ki so pripravljeni za ta duhovni jaz ne moram ljudi prisiliti, da ratajo duhovni, a ne? Se pravi, ampak samo pri tej človečnosti, če začnemo in samo pri tej relacijski zavesti, če začnemo, kako jaz in moški vzpostavljava nek odnos, ki je hranilen in za moškega in zame. Jaz to moške učim, kako to oni lahko počnejo svojo žensko. Ne? Tako da, zdaj pa kje smo, ne, kot človeštvo, večina ljudi še vedno bi radi, ne? Tradicionalne vloge, se pravi, nekdo je od zgoraj, nekdo je od spodaj in zdaj se samo to, tako kot si rekel, zamenja, ne? Ampak to ni zdravilno. Ne? Ja. Če ženske zamenjamo, ne? Danes smo šli k temu, bi lahko rekli po angliško, down the rabbit hole. Ne? To mi je všeč, to se mi zdi, da smo začeli jemati ta podcast vibe, kjer greš po luknjo, zračjo temno in priješ po realici nekje ven. Ampak za danes bomo po moje končali. Spet še en pogovor, ki se mi zdi, da ga bomo enkrat še nadaljevali. Če se strinjaš? Ja, jaz absolutno. Bi prav rada. Ker sem videl tudi moje misli so bile na 7 straneh naenkrat, tako da vem, da sem bil tudi jaz mogoče malo nerazločen. In bi rad še enkrat začel mogoče vsako od teh tem posebej. Ne? Mi smo začeli tako kao toksična ženskost. Ja. Mi smo šli na 36 strani še zraven. Ne? Ja, kaj smo rekel, hadi. To je v bistvu, a ne Špela, se verjetno ti se s tem dosti srečuješ, da je v bistvu treba vedno celostno vsako stvar vzeti, ker vidiš, kako se nam iz ene teme ne moramo odgovoriti preprosto, ker je to celostno vprašanje celega življenja, ali kako, ne? Ja, pač ne moreš ti gledati na življenje analizirano, ne moreš po predalčki gledati. Življenje je življenje, preteka se čez vse in kako mi delujemo zelo vpliva na marsikaj. Kakšne odnose mi dopuščamo zelo vpliva in ljudje se tega ne zavedajo. Ljudje danes znajo samo reči, jaz sem v toksičnem odnosu, niso pa pripravljeni tega spreminjati. Oni bi jamrali. Če hočete spremeniti odnose, jaz sem pravi naslov, res. A misliš, da sami tega ne moramo narediti? Težko, ker nismo imeli nobene podlage, tudi jaz je nisem imela. Jaz sem mogla iti partnersko terapijo za to študirati, da sem se začela zavedati, koliko je bila toksična moja osnovna družina, ker moja osnovna družina je bila popolna, super, vse lepo. In jaz sem to dejansko tako doživljala. Pa ko sem pa šla gledati, kako mi komuniciramo, pa to sem pa videla, wow, pa to je vse toksično. Jaz sem sam začela jokati, jaz sem bila prvo sam zaprepadana, tako, ne vem, 2 tedna, čisto iz kje jaz izviram, ne? Da sem pa začela to ozaveščati. Ne, ni vse sam lepo in ne, ni vse sam grdo, ampak konec koncev, to sta moja starša, ona dva sta mene prinesla na ta svet, mi smo povezani zavedno. A ne? In ni to, meni neki ne sede in grem na Kitajsko. To sem včasih počela. Zdaj pa lahko še toliko hudo, jaz bom probala z njima to predelati. Ni važno, koliko sem stara, ker ona dva sta moja družina, vedno bosta moja družina. Kako lepo. Kako lepo, za na konec. Ja. In tako v bistvu tudi lahko ustvarjamo tako prijateljske družine, ne? A veš, se družimo in je to v bistvu razširjena naša družina. V bistvu je to na koncu ena rešitev, da se pogovarjamo. Da. Mislim, da smo vsi, da ta družina je tak poseben pojem, zato ker meni se zdi, da smo vsi en drugemu bolj učitelji,
kakor družina. No. Ja, akt je družina, a ne? Ja, in akt vas uči. Podcast akt. V glavnem, hvala, Špila, da si prišla. Hvala za povabilo. Hvala. Z veseljem vedno Hvala, da pridem si k me vama. trpela. Hvala, da ste vidva mene trpela. Jaz nisem več trpela. Jaz ne. nisem nič trpela. Ampak mogla sem si izboriti besedo. Kar je super. Mislim, a veš, to zdaj, meni je tudi všeč, da nič ne skrivamo, da smo res tako odkriti. A veš, v normalnem pogovoru, se pravi javnem pogovoru, bi bila ti tih, pa bi kimala, pa zraven bi si pa mislila, a bo že nehal govoriti, se sem jaz vendar tle na vrsti, a ne? Tudi v meni osebnih pogovorih veliko ljudi to prakticira. A ne? Jaz ne, jaz to kar povem. To je osvežujoče. Hvala. V glavnem, ja, če nas gledate, naročite se na naš kanal, pogledajte naš TikTok. Še enkrat hvala naši offset ekipi, Jakatu in Emi. In se vidimo naslednjič. Se vidimo, čau. Čau, čau. Hvala.